Četrti tekmi v prvenstvu, tretja zmaga, tokrat proti novincu oziroma povratniku v ligo, Radomljam 2:1. V primerjavi z večnim derbijem nekaj sprememb po prvi enajsterici, sploh prvič v tej sezoni sta v prvi postavi začela Rok Sirk in Aljoša Matko. Kot smo napovedovali, da bodo vsi igralci nekako v rotaciji dobili priložnost, niso bili sigurno zadovoljni na zadnji tekmi z samo zadnjo tretjino. Mislim na dober odziv in tako kot sem rekel, vsak teden se začne, bom rekel, z kandidaturo za mesto v ekipi. In prav slednja dva sta bila najnevarnejša v prvem polčasu po akciji Matka in prekršku nad njim 11-metrovka in v 16 minuti vodstvo. Drugič zapored je bil zanesljiv izvajalec kazenskega udarca Blaž Vrhovec. Naslednja priložnost se je ponudila Sirku po slabem vračanju domačih vratarju. Domačini so se uspeli rešiti, no ni pa bilo rešitve v naslednji akciji. Matko je podal z leve strani, Sirk pa z glavo za 2:0. Najnevarnejši poizkus domačih v prvem polčasu po akciji po desni strani je Šarić zadel vratnico. Na drugi strani pa krasen protinapad Voloder, Alvir, Matko in centimetri oziroma vratnica so ločili Matka od veselja. Do konca polčasa še ena lepa akcija, Repas in Milec sta jo zrežirala, Matko pa strelom v dolgi kot. Končalo se je s prednostjo 2:0, s podobno energijo je prišla ekipa tudi iz slačilnice in po hitrem protinapadu Rudija Požega Vancešča je Matko prišel po lepem obratu do nove priložnosti. Namesto povišanja vodstva iz protinapadov pa znižanje rezultata. Po prostem strelu in gneči v mariborskem kazenskem prostoru se najbolje znašel Varga. Toda končalo se je z minimalno prednostjo 2:1 in s tretjo zmago v četrti tekmi ter prvim mestom na lestvici. Wir haben ja jetzt 2 Spiele hintereinander verloren gehabt und es war wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen. Und es war auch wichtig, dass wir dann heute einen Sieg einfahren. Gut, dass das Team zusammengehalten und auch gewinnen konnte. Sedaj spet en teden premora, naslednja tekma bo v Ljudskem vrtu v soboto 20:15, nasprotnik pa Tabor Sežana.